Pozdravljeni! Z oktobrom se je začelo novo študijsko leto, mi pa danes začenjamo z novo informativno oddajo Splet dogodkov tedna, v kateri bomo vsak petek ob 18. uri obveščali o najpomembnejših novicah doma in po svetu. V tedenski oddaji bomo ustvarjali gluhi in naglušni, oddaja pa bo dostopna za vse. Spremljali jo boste lahko v slovenskem znakovnem jeziku s podnapisi in v govoru. Torej, začnimo z novicami iz Slovenije. Odstopila je ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova-Duh. S tem je bil seznanjen tudi Državni zbor. Ministrica bo do imenovanja naslednika opravljala tekoče posle. S 1. oktobrom se začne nov način zaračunavanja omrežnin, ki bo odvisen od časa dneva in letnega obdobja. Pozimi bo elektrika dražja, poleti cenejša. Elektrika bo dražja med 7. in 14. uro ter med 16. in 20. uro. Malo cenejša bo med 6. in 7. uro, med 14. in 16. uro ter med 20. in 22. uro. Najcenejša bo ponoči od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj. Zimska sezona, torej od novembra do februarja, bo dražja zaradi večje porabe energije za ogrevanje in manjše proizvodnje sončne energije. Vlada je sprejela še zadnji seznam objektov, ki so zaradi ogroženosti po lanski avgustovski ujmi predvideni za odstranitev. Na njem je 128 objektov. Skupno jih je za rušenje določenih 258. Cenitve so opravljene za 200 objektov, za ostale bodo do konca meseca. Projekt nadgradnje oddelka za onkologijo UKC Maribor je dobil pravnomočno gradbeno dovoljenje, s tem pa so dela lahko znova stekla. Spor s stanovalci stavbe ob načrtovani 7-nadstropni stavbi se sicer nadaljuje. Težave imajo tudi v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, kjer primanjkuje družinskih zdravnikov. 23. festival za tretje življenjsko obdobje je potekal od ponedeljka 30. septembra do srede 2. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. To je največji festival za starejše v Evropi, na katerem je sodelovala tudi Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Obiskovalce so najbolj zanimale teme o tinitusu, naglušnosti in gluhoti. Kljub napredku tehnologije za senzorno ovirane osebe ni dostopa do informacij, so ugotavljali številni na posvetu o dostopnosti do avdiovizualnih storitev, ki ga je v Ljubljani 2. oktobra organizirala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije skupaj z Ministrstvom za kulturo. S strani razvijalcev informacijske tehnologije in operaterjev je bilo slišati, da tehnologija za podnaslavljanje sicer že obstaja. Več težav pa se kaže pri financiranju takšnih rešitev. Slišati je bilo tudi očitke, da država želi prevaliti zagotavljanje dostopnosti na zasebni sektor. Na včerajšnjem shodu na Prešernovem trgu v Ljubljani so protestniki ponovno opozorili na vojno v Palestini in izraelsko invazijo na Libanon. Gibanje za pravice Palestincev se zavzema za uvedbo vojaškega embarga proti Izraelu, sankcije, prekinitev diplomatskih stikov ter za mir, pravičnost in svobodno Palestino. V prihodnjih dneh bo po Sloveniji več dogodkov podporo Palestini. Danes bo zbiranje sredstev za prebivalce Gaze v Ljubljani, v soboto pa se bo začel 3-dnevni mirovni pohod od Ljubljane do Reke.
Opozorilo. Na območju Ljubljane, predtem pa tudi v Novem mestu, so bili ponovno opaženi poskusi goljufij, v katerih posamezniki, ki se izdajajo za gluhe, od ljudi izvabljajo prostovoljne prispevke. Mimoidoče prosijo za podpise in donacije pod pretvezo, da bi Nacionalno združenje za invalidne in gluhoneme otroke v Sloveniji rado ustanovilo svoj center. Na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije opozarjajo, da omenjeno združenje ne obstaja in da tem poskusom goljufij ne nasedajte. Premier Robert Golob je v govoru v okviru splošne razprave na 79. generalni skupščini Združenih narodov sporočil Izraelu, naj ustavi prelivanje krvi. Izrecno je pozval izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, naj vojno konča. Članice G7, ki združuje najmočnejša svetovna gospodarstva, menijo, da je na Bližnjem vzhodu še vedno možna diplomatska rešitev. Poudarjajo, da konflikt ni v interesu nikogar. Po telefonski konferenci, ki jo je vodila italijanska premierka Giorgia Meloni, so voditelji izrazili zaskrbljenost zaradi naraščajočega konflikta. Ostri so bili tudi do napadov na Izrael, ki jih je izvedel Iran. Več tisoč 18-letnikov bo od prihodnje pomladi lahko brezplačno raziskovalo Evropo. Mladi, rojeni med 1. januarjem in 31. decembrom 2006, se morajo prijaviti na Evropskem mladinskem portalu z izpolnjenim kvizom o Evropski uniji in dodatnim vprašanjem. Kandidate bodo izbrali na podlagi odgovorov in jim razdelili brezplačne vozovnice za vlak, je sporočila Evropska komisija. Prijavijo se lahko mladi iz Evropske unije in držav povezanih s programom Erasmus, in sicer do 16. oktobra do 12. ure po srednjeevropskem času. Tadej Pogačar je na svetovnem prvenstvu dosegel izjemen uspeh in postal svetovni prvak. Z osupljivim pobegom, ki je že 100 kilometrov pred ciljem ušel v glavnini, je obdan z najboljšimi kolesarji na svetu osvojil prvo mavrično majico v zgodovini slovenskega kolesarstva. To je bila zmaga, ki jo je Pogačar zasledoval celotno kariero in zdaj je uradno svetovni prvak. Uri Soča je tudi letos organiziral Parafest Postani športnik. Glavni cilj dogodka je spodbujati invalide, da se ukvarjajo s športom in gibanjem. Na Parafestu so parašportniki predstavili 5 športnih disciplin: paranamizni tenis, paralokostrelstvo, paraatletiko, bokijo in karling na vozičkih. Osrednja gostja je bila paralimpika Živa Lavrovnic, ki je udeležencem pripovedovala o svoji športni poti in poudarila, kako šport pozitivno vpliva na življenje invalidov. Jutri bo zjutraj oblačno, ponekod bo rahlo deževalo. Popoldne se bo na zahodu delno zjasnilo. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 stopinj, v alpskih dolinah okoli 2 stopinji, čez dan od 9 do 15 stopinj, na Primorskem okoli 17 stopinj. V nedeljo bo sončno, zjutraj bo megla. V ponedeljek bo na vzhodu še nekaj sonca, drugje se bo pooblačilo, pihal bo jugozahodni veter in bo topleje.
Smo že pri koncu vdaje. Verjetno ste med spremljanjem današnjih novic opazili nekaj neznanih besed oziroma kreten. Prva je omrežnina. To je plačilo za uporabo elektrike. Kretamo jo tako. Poznate besedo embargo? To je prepoved ali omejitev trgovine z neko državo oziroma trgovinska zapora. Kretamo jo takole. To je bilo za danes vse. Vidimo se naslednji teden, do takrat pa se imejte lepo. Nasvidenje.